V knjižnici Josipa Vošnika v Slovenski Bistrici so minuli petek podelili nagrade v zaključku literarnega natečaja Ljubim, torej sem. Literarni natečaj so izvedli drugo leto, njegova tema pa se povezuje z bralno značko za odrasle. Vodja projekta Mojca Plaznik-Plavec je poudarila, da sta jim kar 102 besedili 73 avtorjev potrdili, da imamo Slovenci radi svoj jezik in da ga znamo uporabiti tudi v pisnem izražanju. V letošnji sezoni je komisija podelila 5 nagrad za 5 različnih kategorij. V kategoriji Poezija mladih avtorjev je strokovna komisija kot najboljšo prepoznala pesem Brazgotina avtorice Ane Kumperger. V kategoriji Kratka zgodba za otroke in mladino mladih avtorjev so nagrado podelili avtorici Sergeji Vogrinec za besedilo Dnevnik negotovega dekleta. Ostali 3 nagrajenci so se opravičili, zato so njihova besedila prebrali recitatorji. V kategoriji Poezija odraslih avtorjev je komisija kot najboljšo prepoznala pesem Ljubim, torej sem, avtorice Jožice Kapele. V kategoriji Kratka zgodba za otroke in mladino, Kratka zgodba za otroke in mladino odraslih avtorjev je nagrado prejela Marinka Golob-Pirc za besedilo Komarček Pik. V kategoriji Kratka zgodba za odrasle odraslih avtorjev pa je komisija kot najboljše prepoznala besedilo Ljubezen je avtorja Franja Frančiča. Hkrati je bilo to besedilo prepoznano tudi kot najboljše besedilo natečaja. Na zaključni prireditvi so nastopili recitatorji recitatorske skupine Jelka prosvetnega društva Anice Černejeve Makole in Ines Mohorko Germ z glasbenimi vložki. Planinska zveza Slovenije vsako leto podeli najvišja priznanja zveze. Letošnja svečana podelitev priznanj je minulo soboto potekala v telovadnici Srednje šole Slovenska Bistrica. Na prireditvi so podelili svečane listine 11 zaslužnim posameznikom, spominske plakete 22 planincem ob življenjskih jubilejih in 5 priznanj vodstva Planinske zveze Slovenije za posebne dosežke. Na svečanosti, ki jo je Planinska zveza organizirala skupaj s Planinskim društvom Slovenska Bistrica in občino Slovenska Bistrica, so spregovorili predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan, podžupan občine Slovenska Bistrica Žarko Furman, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec, predsednica Planinskega društva Slovenska Bistrica Breda Jurič in vodja odbora za članstvo Planinske zveze Slovenije Tone Jesenko. Kulturni dogodek je s planinsko pesmijo obogatila moška komorna skupina KUT Lojze Avžner Zgornja Ložnica. DPD Svoboda Slovenska Bistrica praznuje 90-letnico delovanja. Ob jubileju so minulo soboto najprej v Domu svobode v Slovenski Bistrici pripravili prireditev Ta veseli dan kulture, v okviru katere so odprli razstavo likovnih del Jesen na Farovcu in razstavo fotografij. Zatem pa so izvedli še svečano prireditev s kulturnim programom. Več o začetkih DPD Svoboda in njihovih dejavnostih je povedala Metka Pristovnik, predsednica DPD Svoboda Slovenska Bistrica. Ja, danes praznujemo častitljivo 90-letnico. Pravzaprav je to samo nadaljevanje prvega kulturnega društva Svoboda, ki je nastalo leta 1932 v Impolu. V njem so bili včlanjeni delavci Impola in pa prosvetni delavci, ki so pač želeli našemu mestu Slovenska Bistrici, vdihniti utrip kulturnega življenja. Ker so bili zelo vidni in glasni v svoje dejavnosti, jim je bilo potem prepovedano udejstvovanje in tako je nekaj časa ugasnilo to društveno življenje. Po vojni pa, takoj po drugi svetovni vojni, pa so se aktivirali bistriški zanesenjaki in ustanovili na novo pravzaprav nadaljevanje takratnega društva Svoboda Slovenska Bistrica. Takrat je potem začelo pravzaprav se eno bogato življenje v tem društvu, saj je delovalo ogromno sekcij, delovala je tudi glasbena šola, potem godbena pihala, baletna skupina, dramska skupina, ki je bila vedno najmočnejša, recitatorska, otroška gledališka skupina, filmska in pa fotografska skupina. Bili so pravzaprav zelo, zelo dejavni.
Kar nekaj takih imen bi bilo vredno izpostaviti, ki so leta in leta skrbeli za kulturno življenje v Bistrici, saj vemo, da je to društvo bilo edino kulturno društvo, ki je skrbelo za kulturno življenje vse skoraj do leta nekje 96, 97, ko so se začela pojavljati še manjša društva v našem mestu. Takrat smo tudi, leta 96 smo tudi izgubili z denacionalizacijskim postopkom Dom kulture, v katerem je društvo delovalo vsa leta, in takrat smo se preselili potem v tole stavbo, ki je nekaj posebnega v našem mestu, žal pa na očeh vseh propada, tako znotraj kot zunaj, in bo treba res se lotiti temeljite obnove in prenove. No, od takrat dalje je pravzaprav najbolj blestela gledališka skupina, ki je na oder postavljala projekte, ki so že presegali ljubiteljsko dejavnost. Potem pa za njo pa seveda tudi najprej še godba, ki je delala še pod tem okriljem. Fotografska sekcija je ostala vse do danes, prav tako lutkovna sekcija. Ljudske pevke so bile zelo aktivne in so pravzaprav negovale to dediščino ljudske pesmi slovenske, zbori, moški, ženski, mešani, komorne skupine. Veliko teh dejavnosti je bilo v sklopu društva DPD Svoboda. Kulturno društvo Svoboda se je pa potem preimenovalo v Delavsko-prosvetno društvo leta 1952, to pomeni, da je to hkrati tudi 70-letnica, pa odkar nosi to ime. S prižigom luči so se minuli ponedeljek v Slovenski Bistrici začele prireditve v okviru letošnje praznične Bistrice. Prvi izmed dobrih mož je v spremstvu veselih snežink in nagajevega parklja obiskal otroke v Bistriškem gradu ter jih razveselil s simboličnimi darilci. Za glasbeno popestritev so poskrbeli pevci glasbene šole Nina Jamnika iz Slovenske Bistrice.